Pozdravljeni. Na vrsto je že prišel drugi prispevek iz serije posvečeni veliki nagradi Madžarske. In poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo pred kvalifikacijami. Tudi danes bomo našo pozornost najprej usmerili k samim tehničnim novostim ter zanimivostim. In šele nato v drugem delu bomo skušali ugotoviti, kakšno je v resnici razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. In moram priznati, da mi navdušenci tu na veliki nagradi Madžarske smo bili deležni velikega presenečenja s strani ekipe Red Bulla. A predtem je prav, da si pogledamo tudi, kaj so pripravili pri ostalih ekipah, kjer bomo našo pozornost usmerili k Ferrariju, Alpinu ter Mercedesu. Začnimo s Ferrarijem, kjer smo lahko opazili evolucijo prednjega stabilizatorja, ki je bil predstavljen že na veliki nagradi Avstrije. V bistvu gre za dodelavo že videnega, kjer pa ni prisoten tisti nodler na pomožnih profilih. A kar pri meni je vzbudilo malce večjo pozornost, je nova oblika dna. Seveda gre zopet za dodelavo že videnega, ampak po nekaterih pričevanjih so pri Ferrariju imeli prav težave z bočnim vetrom, ki je nekako motil tisti zračni tok, ki je šel na samem dnu in generiral talni efekt. Baje s to novo izpeljanko bo seveda spodnji del bolje zatesnjen, namreč spremenili so obliko tistih vhodnih rež na prednjem delu in verjetno tako bomo videli večjo učinkovitost. Čeprav na veliki nagradi Madžarske so hitrosti nižje, zato tudi talni efekt ne pride toliko do izraza. A tu na Madžarskem so temperature nekako visoke vsako leto. Zato bi rad vašo pozornost tudi usmeril na tiste hladilne škrge, ki se nahajajo na pokrovu pogonskega sklopa Ferrarija SF Pomišljaj 23. Vidimo lahko, da so jih tokrat naredili nekaj več kot običajno. In če smo pri skuderiji Ferrari videli novo obliko pomožnih profilov na sprednjem aerodinamičnem stabilizatorju, kaj bi dejali pa za tiste rešitve pri ekipi Alpine? Vidimo tam zgoraj kar zanimivo spremembo, kjer so tisti zadnji pomožni profil dobesedno razvlekli daleč zadaj. Podobno kot pri Ferrariju, tudi pri Alpinu iščejo tisto idealno uravnoteženje med prednjo in zadnjo osjo. Pri tovarniški ekipi Mercedes pa lahko vidimo, da pravzaprav iščejo pravi dizajn prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Kot vidimo na tej fotografiji, so pripravili za proste treninge kar nekaj različnih rešitev. Tako bodo dobili dovolj podatkov in na koncu, upajmo, izbrali pravo varianto. Ena izmed zadnjih, ki so jih prikazali, je seveda tudi na tej fotografiji, ki pa ne kaže nobenih revolucionarnih sprememb, le manjše dodelave kot v prejšnjih dveh primerih. A nekaj novega so pri Mercedesu pokazali zadaj na zadnjem aerodinamičnem profilu, kjer vidimo marsikatero rešitev, ki je bila do sedaj nekako pokazana samo pri ekipi Aston Martin. In res, treba je dodati, da pri Mercedesu in Aston Martinu zaenkrat še delijo skupaj vetrovnik, ampak to ne pomeni, da se ideje lahko kar tako prestavljajo iz ene ekipe v drugo. A jasno je, da takšne tehnične rešitve so lahko vidne s prostim očesom, zato neke vrste kopiranje je tu znotraj tistega, kar določa pravilnik. A verjetno vsi čakate na tisto, kar sem omenil pred nekaj trenutki, kaj so novega pripravili pri Red Bullu. Revolucionarno spremembo, kar se tiče celotnih bočnih struktur.
Namreč, že če pogledamo RB19 iz sprednjega dela, vidimo, da tiste bočne hladilne reže so čisto drugačne od onih, ki smo jih videli do sedaj. Sedaj so daljše, ožje in na prvi pogled spominjajo na one, ki smo jih videli pri skuderiji Ferrari. A najprej moramo razumeti, da ne gre samo za spremembo na reži kot taki, ampak na celotni bočni strukturi. Namreč podaljšali so sam rob in dobesedno začeli iti v podobno smer, kot smo videli naprimer skuderijo Ferrari na začetku te sezone. Čeprav na vrhu bočne strukture je površina še zmeraj ravna, ne vidimo tako imenovanih toboganov ali pa tistih vdolbin, tistih kopalnih kadi, kot so bile značilne za Ferrari in deloma tudi Haas. A vseeno je zanimivo, da so pri Red Bullu napravili takšno spremembo. Na tem posnetku lahko vidite primerjavo med staro in novo rešitvijo. In treba je poudariti, da s to spremembo so morali predstaviti tudi nekaj elementov znotraj bočne strukture, da so lahko dosegli tak rezultat. In verjetno marsikoga tudi zanima, kakšna je razlika med Red Bullom in Ferrarijem SF Pomišljaj 23, kar se tiče vstopne reže. Seveda, zopet tu nisem dobil tiste fotografije, ki bi bila posneta točno iz enakega kota, ampak sedaj lahko vidimo, da pri Red Bullu so predstavili bistveno bolj ekstremno rešitev, ki je ožja od tiste, ki smo jo bili do sedaj navajeni pri skuderiji Ferrari. Pojavljajo se vprašanja, ali bo ta rešitev uspešna na bistveno toplejši dirki v Hungaroringu, kot smo jo vajeni naprimer na drugih prizoriščih. A verjamem, da pri Red Bullu so svoje delo opravili korektno in zato ne bi smeli pričakovati kakšnih težav s pregrevanjem. A videli bomo na sami dirki. Kar se tiče tehničnih novosti, je seveda pa to vse. Pojdimo raje naprej. Tudi tokrat so na veliki nagradi Madžarske nekateri vozniki zamenjali določene komponente pogonskega sklopa in tudi pri ohišjih menjalnika in seveda zobnikih je prišlo do uporabe novih elementov, ampak nihče ni šel čez tisto mejo dovoljenega, zato nobenih osovraženih kazenskih mest. A prav tu, na prihajajoči veliki nagradi Madžarske, na kvalifikacijah bomo videli nov format, ki je seveda v poizkusni izvedbi in o njem sem govoril prav v posebnem prispevku, ki sem ga objavil pred nekaj dnevi. Ukolikor vas zanima, kaj pravzaprav je tu novega in kje so kakšne skrite pasti, imate bližnjico do tistega prispevka tam zgoraj. Mi si pa na hitro oglejmo to sliko, kjer imamo lepo prikazano, kakšna je dodelitev pnevmatik za vsakega voznika in katero mešanico bodo morali uporabiti v prvem, drugem in tretjem delu kvalifikacij. In prav to si moramo zapomniti, ko bomo skušali ugotoviti, kaj se je pravzaprav zgodilo na prvem in drugem prostem treningu. Namreč, če se spomnite uvodnega prispevka, sem govoril o vremenski napovedi. In prav tam v petek je bil napovedan dež. Na dan kvalifikacij bomo imeli oblačno vreme, kar pomeni, da bo temperatura asfalta bistveno nižja od one pričakovane v nedeljo. In če smo danes gledali razmere, kjer se je temperatura asfalta gibala med 30 in približno 35 stopinjami Celzija, lahko pričakujemo v soboto, da se bo ta dvignila za nekaj stopinj, ampak še zmeraj bo nižja od one, ki jo lahko pričakujemo na sončno nedeljo, kjer sam nekako ugibam, da se bo temperatura gibala nad 55 stopinj Celzija, seveda kar se tiče asfalta. A prav na prvem prostem treningu smo videli, da v tistih razmerah v bistvu vozniki so že na samem začetku imeli velike težave. Spomnimo se Serhija Pereza.
V svojem izhodnem krogu je izgubil oblast nad Red Bullom in ga poškodoval na zaščitni ograji. A po drugi strani ni bil edini, tudi Carlos Sainz mlajši je zašel v podobne težave. In treba je tu poudariti, da je deževalo, da je bil asfalt vlažen, ampak po drugi strani tudi temperatura je bila nižja od one, ki si jo pri ekipah želeli. Zato rezultat prvega prostega treninga je po mojem osebnem videnju irrelevanten. Saj niti vsi niso postavili enega dostojnega kroga. Zato je bilo bistveno bolj pomembno delo opraviti na drugem prostem treningu, kjer pa smo videli presenetljive rezultate. Na prvem mestu Charles Leclerc. In seveda, to je skorajda uresničilo napoved, ki jo je dal Frédéric Vasseur. O tem smo govorili v zadnjem komentarju novic, ampak rad bi vas tu opomnil na razliko, ki je očitna med Charlesom Leclercem in Landom Norrisom na drugem mestu. Se vam zdi to realna slika? Namreč res McLaren na Silverstonu je bil dober, je bil konkurenčen, je bil hiter, ampak mislite, da se je ta dobra forma takoj prenesla na veliko nagrado Madžarske, na Hungaroring, kjer je proga s čisto drugačnimi seveda lastnostmi? Po mojem osebnem mnenju ne. In seveda tu je treba poudariti, da oba Red Bulla sta bila bistveno bolj zadaj, kot smo jo vajeni. Sergio Perez je približno tam, kjer bi moral biti, ampak Max Verstappen na 11. mestu. Seveda ne moremo realno pričakovati, da bo tudi na kvalifikacijah tam, kjer je bil na drugem prostem treningu. In če je bil Lando Norris tako dober, da je na tem treningu bil drugi, zakaj je predzadnji bil njegov moštveni kolega Oscar Piastri? Tudi to nam kaže, da v vsej sliki imamo kar nekaj neznank. Pri Mercedesu imajo težave. Imajo težave, ker njihovo področje nastavitev je verjetno izjemno ozko in ker iščejo idealno za rahlo toplejšo temperaturo samega asfalta, so lahko imeli tudi tu težave. A po drugi strani, vsaj v prvi deseterici, vidimo nekaj voznikov, ki bi jih tam težko pričakovali, kolikor bi šlo za kvalifikacije. In zato sam bi nekako želel napovedati, da ne smemo verjeti tem rezultatom in da mogoče bo vrstni red na samih kvalifikacijah nekoliko drugačen. Predvsem sam tu vidim, da pri Aston Martinu imajo potencial, ki ga pa morajo izraziti. Pri Ferrariju bi znali biti višje od tistega, kar so pokazali naprimer na veliki nagradi Velike Britanije, čeprav po drugi strani tudi njihove kvalifikacije tam niso bile slabe, pa so bile le utvara. Po drugi strani Red Bulla ne smemo nekako tako izničiti in Perez se mora dokazati. Sam mu želim, da bo bil v sobotnih kvalifikacijah vsaj na drugem mestu. In seveda ne smemo pozabiti McLaren, kjer pa sam nisem tak optimist, da jih vidim v takšni formi, kot so bili na prejšnji veliki nagradi. A po drugi strani bi vas rad opozoril na nekaj. V prvem delu kvalifikacij bodo morali vsi uporabljati tisto najtršo pnevmatiko, ki jo imajo na razpolago. Res gre za C3, ampak marsikdo pri nižji temperaturi asfalta bi lahko imel težave in zato ni izključeno, da bo kakšen izmed favoritov tudi v prvem delu izpadel. Mogoče neposrečen krog, mogoče kakšna napaka bi bila dovolj. Zato bi sam pričakoval malce pazljivosti, vsaj v prvem delu, kar se tiče onih največjih favoritov. A seveda, videli bomo, kako se bodo stvari obrnile na samih kvalifikacijah. Zaenkrat pa bi rad poudaril, da čeprav je lepo videti Charlesa Leclerca tam spredaj,
ga sam ne vidim za najhitrejšega, lahko se pa seveda motim. A kljub vsemu, kar se tiče tega našega prispevka pred kvalifikacijami, je za danes to vse. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.